Na razstavi v nekdanji samostanski cerkvi v galeriji Božidar Jakac se z razstavo Kako se dotakneš svetlobe predstavlja ptujski akademski slikar Dušan Fišer. Prav za naše prostore je pripravil svetlobne objekte, instalacije in intervencije v sam prostor, ki se poigravajo s percepcijo svetlobe. Svetlobo umetnik sam dojema kot telo, ki ga poskuša ujeti v odbleskih, v gibu, v samem predmetu. Kako to svetlobo in same objekte dojamemo, pa je odvisno od vsakega gledalca posebej. Namreč večina objektov na sami razstavi je prehodnih, torej prav namen je, da se v njih stopi. Čisto vse se pa lahko dotakne. Za svojo velikostjo, svojo obliko prav vabijo po stiku in ravno tu pride do tega stika, do tega magičnega, mogoče celo mističnega efekta same razstave. Vid je najbolj dominantno čutilo, ki ga imamo in nas pogosto tudi preslepi in manipulira na najrazličnejše načine. In ravno ta aspekt našega čutila so objekti na razstavi uspeli ujeti. Torej, vsak objekt lahko dojamemo kot trik, ki ga naši možgani sprocesirajo na najrazličnejše načine. Tako da pogosto izgubimo občutek, kje so meje našega prostora, iz kod prihaja sploh svetloba, in potem z dotikom, s približevanjem sami raziščemo, kaj se res dogaja pred našimi očmi in kaj je realnost. Zanimiv preplet te razstave se zgodi ob stiku samega prostora, torej nekdanje cerkve, s tem historičnim izgledom in samimi objekti, ki pa delujejo izredno futuristično, vseeno pa zelo skladno zaradi samega izbora materialov, kar je umetnik zelo premišljeno tudi storil, torej res premišljeno pristopil k izdelavi samih objektov. Vsi so nastali tukaj, na lokaciji, v samem prostoru in bili potem tudi razvrščeni po prostoru, tako da ujame neko harmonijo s samim prostorom. Sami objekti so zelo geometrični, hkrati pa dopuščajo veliko asociacij. Kot sem že omenila, na prvo žogo delujejo izredno futuristično, hkrati pa lahko v vsakemu posebej najdemo mogoče kakšne mehanične elemente, prepoznamo kakšne stroje, celo glasbila, seveda pa v navezavi samim prostorom prepoznamo tudi kakšne elemente, ki bi lahko pripadali cerkveni arhitekturi, kot recimo zvon ali pa kakšna prižnica. Tako da je res razstava ustvarjena z premislekom na sam prostor in zgodovino samega prostora. Razstava je zastavljena izredno celostno, torej ne gre samo za objekte v prostoru, ampak tudi video, predvsem pa zvok, ki res napolni celotno cerkev, tako da se lahko obiskovalec res potopi v to izkušnjo, ki ga potem bodisi popelje na mistično izkušnjo, mogoče na neprijetno izkušnjo, tako da v določenih momentih lahko izgubimo popolnoma občutek za našo okolico, za naše čute, kar je seveda tudi cilj umetnika, ravno preizkušati meje svetlobe in kako jo lahko ujamemo v neki polobli, v nekem krogu, v nekem objektu, v katerega lahko stopimo ali pa se mu približamo. Če se ne motim, je do zdaj umetnik vedno za ta efekt, za ta trik uporabljal belino. Tokrat je v razstavo vpeljana tudi črnina, teh polobel, ki pa sploh v tem prostoru iz neznanih razlogov še močneje učinkuje na našo percepcijo. Ko se jim približujemo, ne vemo, ali se
izboči navznoter, navzven ali je pred nami ravna stena, tako da res od nas zahteva približevanje, iztek roke, dotik. Je pa definitivno belina, s katero se umetnik poigrava že zelo dolgo, močna tudi iz simbolnega pogleda, ki pa še zlasti potencira ta pomen v našem ambientu, torej kot nekaj mističnega, kot nekaj svetega, kot nekaj kontemplativnega, kar je najpogostejši odziv tudi obiskovalcev, ki si pridejo ogledati to razstavo. Umetnik je res želel izpostaviti to interaktivnost njegove razstave in zato je tudi sam naslov precej nazoren. Namreč gre za vprašanje, kako se dotakneš svetlobe, in ga lahko razumemo res kot dobesedno povabilo vsakemu posebej, da izkusi, kako se dotakniti svetlobe na razstavi.